Igralke Mure None ostajajo gospodarice na slovenskih tleh. Kombinacija pokal in prvenstvo je v arhivu. Kar 3 naslovov državnih prvakinj bi se lahko veselile Sobočanke, članskega in kadetskega, že imajo v svojih rokah. Moštvo starejših deklic pa se je uvrstilo v finale. Pospremili smo povratno tekmo polfinala proti Olimpiji. Sezono presežkov imajo tudi v Radomljah. Prvič so rumenosrčne končale na mestih podprvaka in si tako zagotovile igranje v Evropi. Začeli pa bomo v taboru Maribora, postavili smo 10 vprašanj Lauri Kure. Za nogomet me je navdušil en moj najboljši prijatelj, s katerim smo skozi igrala nogomet na igrišču. Na treninge me je vozil ata, trenirali smo bolj malo na teden, 3-krat na teden in med vikendi tekme. Ja, še vedno, še zdaj se družimo kot na igrišču in tudi izven igrišča. Ko smo postale državne prvakinje U15. Ker mi je najbližji klub od mojega doma. Pa mislim, da je tudi prav, da je pred vsako tekmo malo treme. Nad izidom nismo zadovoljne, saj smo pričakovali, da bomo višje na lestvici, ampak se to pač ni išlo. Napredovali smo predvsem v tehniki in izgradnji napada. Na igrišču se mi zdi, da imam veliko dobrih centrov in pa pokrivanje igralk. Zapomnila si bom predvsem, ko sem vstopila v tekmo v drugem polčasu in vse kvalifikacije so bile zelo fajne. Na reprezentanci je predvsem višji nivo, hitrejša igra in bolj močnejše igralke. V 27. krogu je Maribor na domačem stadionu pričakal Krim. Kirurgija Estetikal Alumini je doma igrala proti Žalcu Trbovljam. V delu za razvrstitev sta se srečali še Cerklje in Olimpija. V zgornjem delu je Mura gostovala pri Ljubljani, v Radomljah pa sta se srečala Primorje in Rumenosrčne. Pogledali si bomo najzanimivejše akcije te tekme ter srečanja Cerkelj in Olimpije. Lep dober dan voščim, drage dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, predvsem pa ženskega nogometa. Dobrodošli in pozdravljeni v naši družbi. Pred nami je na sporedu tekma 27. kroga, torej predzadnji krog, kar se tiče zgornjega dela lestvice in boja za naslov prvaka, kjer je sicer v tem pogledu že vse odločeno, pa vseeno je danes pred nami v športnem parku v Radomljah na sporedu obračun med ŽNK Radomlje in pa danes gostujočo ekipo Primorja. Sredi 7. minute prosti strel z desne strani. Strel na koncu, ki pa je končal v zunanjem delu mreže. Še ena priložnost iz kota, neposreden strel, brez uspeha na koncu. Spet proti napad Radomelj, oziroma Primorja, pardon. Na koncu prvič danes delo tudi za vratarko Radomelj, Ivo
Nova napaka, tole je priložnost za Radomljen gol. 1-0 na začetku 27. minute. Kadija Badijo. No, to je tisto, o čemer sem govoril. Da če se bodo pri Primorju preveč poigravali pred svojimi vrati, da hitro se lahko zgodi kakšna napaka, nepazljivost in leta je v 27. minuti tudi prišla z 1-0, njen 14. zadetek v letošnji sezoni, poizkus Primorja, medtem na drugi strani strela preko gola. Še en poizkus nevaren za Radomlje. Je tole odigrale nogometašice Primorja. Daja pa preslaba. Še ena priložnost, strelo daleč. Še ena priložnost za protinapad. Radomelj, strel in mimo gola. Tole je priložnost za Radomlje. Ker precej raztrgane igre danes na tale podaje. Sedaj vendarle bila nekoliko boljša priložnost. Kako zelo slab zaključek. Kadije Badijo. Badijo. Krasna poteza Badijo. Podaja v sredino. Tole je priložnost. Strel mimo gola. Radomljanke pa bodo ostale na drugem mestu. 63 točk, njihova 20. zmaga, druga zapored, uspešno so vse pobrale po porazu v finalu pokala. Izjemno težek teden, izjemno težko, predvsem iz vidika, ker smo se morali pobrati po tem porazu v finalu pokala. Kdor ni tle zraven, verjetno težko razume, kako težko je to, predvsem za te punce, ki so nekako sanjale o lovoriki. In enostavno smo se 2 dni oziroma 3 dni ukvarjali s tem, da smo ekipo pripravili do tega. Tudi danes nismo bili tisti pravi, ampak dovolj za to, da smo potrdili to drugo mesto, ki vodi v Evropo. Dobar dan in lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, vsi ljubitelji nogometne igre. Pred nami je nova tekma v ženski nogometni ligi Triglav. Državno prvenstvo se počasi izteka in danes smo sliko na Gorenjskem, kjer domače Cerklje gosti ljubljansko Olimpijo. Cerklje so seveda pričakovano premagale zadnji žalec Trbovlje 7-0. Zdajle prvi pravi strel, vendar čez gol. Proti golu in žoga je v mreži. 1-0 za Cerklje v 29. minuti. To je bil neposreden strel na gol Olimpije in presenetila je Lucijo Stošič, vratarko Olimpije, takole. In žoga je letela proti v okvir gola. Strelo daleč in ja, tole ni bilo slabo. Takole s takim močnim in dolgim strelom. No, Maša Osojnik, prva napadalka in najboljša strelka Olimpije. Zdajle pri žogi Maša Osojnik, prvi strel, torej napadalke Ljubljane na mestu izenačiti do odmora. Zdaj pa znova zelo obetavni napadi in žoga je v mreži. 1-1. Zdajle je nogometašicam Olimpije le uspelo spraviti žogo v mrežo. Dušica Lekić, strelka, številko 13. Številni napadi na začetku tega drugega polčasa so le botrovali golu Olimpije. Že prej smo videli lepo priložnost Mašo Osojnik, ki je takole zaposlila.
Laura Šenk. Na desni strani Globočnikova. Strel je bil to Monike Globočnik. Visoka podaja na rob kazenskega prostora, priložnost in 2-1. Ali je znova strelka Dušica Lekić? Mislim, da ja. Olimpija je prišla v 65. minuti vodstvo proti predzadnjemu klubu na prvenstveni lestvici. Takole je zadela nogometašice Olimpije. Iščejo tretji gol. Še občutnejše vodstvo. Globočnik podaja v sredino, tamre Varja Špiler in 3-1. Na odbito žogo je pritekla Varja Špiler, ki je našla pot v mrežo sekundi. Poglejmo še enkrat takole. Pod prečko, nemočna je bila domača vratarka, ja, slabo posredovanje zadnjega kroga Lige za prvaka med Muro in Radomljami, tudi s podelitvijo pokala za naslov državnih prvaki in v nedeljo ob 15. uri na Planet 2. No, danes pa smo končali z druženjem z slovenskimi nogometašicami. Kot rečeno, končni rezultat v Velesovem: Cerklje 1, Olimpija 3. Kako ste videli današnjo tekmo? V bistvu sem zelo zadovoljen s tekmo, v bistvu je bila zelo na kar visokem nivoju. Naše igralke so res dobro odigrale, borbeno, v bistvu, ja, mogli smo priznati premoč nasprotnica, vendar res moram čestitati svojim igralkam, glede na pretrese tekom sezone, pa prestopnih rokov sem zelo vesel in v bistvu pokazalo se je delo, napredek in vsaka čast puncam, upamo, da tako nadaljujemo tudi v prihodnje. Jaz mislim, da smo se vse dobro odrezali. Žal smo mogli priznati premoč nasprotnicam, ampak jaz mislim, da v naslednji sezoni lahko veliko več pokažemo. In videl se je velik napredek znotraj ekipe. Prvi polčas smo se malo lovile, nismo stopile konkretno v tekmo, tako kot bi mogle. Ni bilo dosti borbe, pa teka brez žoge. Drugi polčas smo prišli čisto drugačna ekipa na igrišče ven. Smo pokazali to željo, borbo, hitro igro, ki se je na koncu predstavila s 3 goli in veseli smo za 3 točke. Ja, moram reči, da prvi polčas smo nekaj eksperimentirali, sploh z mlajšimi igralkami, da vidimo, kako za naslednjo sezono, kar mislim, da se je pokazalo zelo, zelo dobro, kar nam obeta za naprej. Najprej čestitam Cerkljam za res borbeno igro. Drugi polčas smo pa stopili malo bližje na žogo, tako da smo imeli dejansko vse pod nadzorom. No. Tako da še enkrat čestitam obem ekipam za prikazano. No. Na gostovanju je z 2-1 Krim PC Bolit premagal ŽN Maribor. 17-1 je bilo na tekmi kirurgije Estetikal Aluminij in Žalca Trbovelj. Z enim zadetkom so Radomlje Medex premagale Primorje Toslo Nutri Cosmetics, 2-3 je bil rezultat v Ljubljani v korist Mure None. Po preobratu in zaostanku z enim golom je do 3 točk prišla Olimpija na Gorenjskem pri Cerkljah. Mura ostaja na vrhu lestvice brez poraza, Radomlje Medex so si zagotovile drugo pozicijo in, kot smo že slišali, igranje v evropskem tekmovanju. Ljubljana bo 3., Primorje 4. Olimpija ima 6 točk prednosti pred Krim PC Bolitom, ŽN Maribor ima 26 točk, 21 kirurgija Estetikal Aluminij. Gažon jih je nanizal 20, predzadnje so Cerklje z 18, nič pa za Žalec Trbovlje. Zadnja 2 prvenstvena kroga bosta odigrana v prihajajočem tednu, najprej 28., v katerem nastopajo še vse ekipe. Olimpija proti kirurgiji Estetikal Aluminij. V Murski Soboti bomo imeli derbi prve in druge zasedbe Mure None in Radomelj Medex. Gažon se bo srečal z Mariborom, na Ajdovskih Policah pa se bosta pomirila Primorje Toslo Nutri Cosmetics in ŽNK Ljubljana. Za konec še Krim PC Bolit proti Cerkljam. 28. krog pa se bo nato odvil od srede do nedelje. Na sporedu so še 3 pari v ligi za razvrstitev. Žalec Trbovlje proti Olimpiji, Cerklje z Gažonom in kirurgija Estetikal Aluminij proti Krim PC Bolitu.
V zadnjem prispevku oddaje pa si bomo pogledali, kako se razpleta prvenstvo starejših deklic. V preteklih 2 sezonah je največji pokal v kategoriji starejših deklic svoje domovanje našel na Primorskem. 2-krat zapovrstjo so ga v vitrino pospravile igralke Primorja Toslin Cosmetics. V lanskoletnem finalu so bile na 2 tekmah boljše od Posavja. Uspelo jim je pripraviti preobrat, potem ko so prvo srečanje izgubile s 3-5, so na drugem slavile 4-1. Leto prej pa so v ligi za prvaka črno-rdeče zbrale največ točk, prva zasledovalka je bila Mura Nona. Letos je že jasno, da bo naziv najboljše ekipe odšel na vzhod Slovenije. Sistem tekmovanja predvideva, da se po rednem delu odigra še končnica. V polfinale gresta prvi 2 ekipi, vodilno moštvo vzhoda proti drugi ekipi zahoda in prva zasedba zahoda proti drugi vzhoda. Preostala moštva pa igrajo za razvrstitev. Na zahodnem delu Slovenije je v rednem delu prevladovala ekipa Olimpije, ki ni izgubila niti ene tekme. Imeli smo eno izenačenje, ampak sem prav ponosna na svoje punce in me ni presenečalo, da smo tukaj. Prvi del sezone smo res zelo dobro oddelali. Na začetku sezone smo vedeli, da je ekipa zelo dobra, sicer majčkeno mlajša od večine drugih ekip. Vsem pa neporažena sezona ni kar tako, ne moreš jo glih pričakovati. Vsem smo zelo ponosni na to, kar smo dosegli in prvi del in danes. Katarina Jagarinec ima že veliko kilometrine, ko govorimo o vodenju mladih. V zeleno gnezdo se je vrnila potem, ko je v preteklih letih delovala pri Radomljah. Ve, kaj pomeni zmagovati na najvišji ravni v mlajših selekcijah. Njene glavne smernice igralkam pa so sledeče. Poudarja trud, to, da ostajamo prijateljice, da se ne kregamo, da damo vse od sebe in tudi, če ne moramo, potrudimo se do konca. V bistvu sem punce poznala že odprej, nekaj sem že delala z njimi, nekaj preko tekem, preko nasprotnic, tako da v bistvu sem se vklopila dovolj hitro, pa tudi punce so me zelo hitro sprejele, tudi zelo hitro sprejele nove igralke, ki so prišle in v bistvu smo se kar hitro povezali, se je hitro vzpostavil ekipni duh, kar mislim, da se tudi vidi na igrišču. V Murski Soboti imajo letos sanjsko sezono. Članice so sveže državne prvakinje. Po lanskoletnem razočaranju v finalu pokala so letos osvojile tudi to lovoriko. Njihova pot v Evropi se je v Ligi prvakov res da morda prehitro končala, vendar so se na to izkazale v Evropski ligi, kjer so izločile Dinamo Minsk in se uvrstile v izločilne boje najboljših 16 moštev. Letos bi se lahko pripetilo, da bi črno-bele v vseh tekmovalnih selekcijah pod okriljem Nogometne zveze Slovenije postale prvakinje. Članice in kadetinje že imajo to kljukico, starejše deklice pa so na dobri poti, čeprav so se skozi šivankino uho s točko prednosti pred Radomljami uvrstile v polfinale. Ekipe na vzhodu, prve 3 smo bile fejsi izenačene, na koncu smo imeli malo več sreče in smo prehiteli Radomlje. Letošnja sezona je bila zelo napeta, zelo dobrih tekem, ful smo se fajn imeli kot ekipa, vse smo sodelovali. Pa videlo se je, da smo ful trdno delali, smo tudi daleč prišli. Z puncami redno treniramo, cel čas med treningi se pogovarjamo o poteku tekme, kaj se lahko zgodi, jih motiviramo. Bili smo pripravljeni na vse te situacije, ki so se danes dogajale, vendar včasih uspejo, včasih ne. S hat-trikom in zmago s 3-0 je na prvem obračunu Murašicam zagotovila prav Kaja Žnudrl, kar je pomenilo, da dekleta Olimpije potrebujejo mali čudež na povratni tekmi pred domačimi gledalci. Rezultat je bil na koncu 4-2 za zelene, ki se dvignenih glav poslavljajo od polfinala in podajajo v boj za bronasto odličje. Zapomnila si najbolj 100% tole tekmo proti Muri. Ful smo garali za njo, trenirali smo ful, na koncu se rezultat ni izidel, manjko nam je en gol, ampak sem zelo ponosna na svoje punce, da smo tako tekmo odigrali. Ti 2 tekmi, zdaj zadnja tekma je bila še posebej napeta, do zadnjih minut smo se res mogli boriti, tako da trud se izplača. Cilje smo presegli v letošnji sezoni, ker vemo, ker nam malo primanjkuje igralk, ker se tudi izpolnjujemo za 17, tako cilji so doseženi maksimalno. Čeprav so cilje presegli, pa to ne pomeni, da Murašice z dvignjeno belo zastavo odhajajo v finale. V športu pravimo, da se finale ne igra, ampak zmaguje.
Obe ekipi pa se že spogledujeta z naslednjo sezono, ko bodo sistematičnim, v klubu dogovorjenim delom poskusili še dvigniti letvico. Ja, z trenerji vedno sodelujemo, na terenski ravni imamo tudi sestanke, tako se usklajujemo, dopolnjujemo in probamo izenačiti, se pravi, isti sistem igre. Ja, v ekipi ostaja kar večina punc, mislim, da ene 4 grejo k starejšim, tako da večina ostane, oziroma večina kar ostane. Zdaj priklopili bomo letnike 2014, bomo videli, kako bo. Ene par punc imamo, ki bi lahko prišle zraven, ki računamo na njih. Drugače pa načeloma večinoma te punce, ki so igrale danes, ki so igrale čez celotno sezono, zelo resno računamo na njih tudi naslednje leto. Starejše deklice so po uveljavitvi novega sistema, da se v selekciji U13 ne beležijo več izidi, prva kategorija, kjer se podeljujejo točke, štejejo zmage in osvajajo pokali. Nekatera najbolj nadarjena bodo morda čez dobro leto ali 2 dobila priložnost za nastop v prvi ligi. Prva ekipa oziroma članski nogomet je zelo, zelo močnejši in veliko hitrejši kot nogomet v mladinskem pogonu. Imamo par punc, ki bi sigurno čez par let lahko konkurirale v članski ekipi, na članskem nivoju, rabijo pa še čas, da se v miru razvijajo, da jih ne forsiramo naprej prehitro, da imajo čas v svoji selekciji lepo dozoreti do konca in potem, ko bodo pripravljeni, jih bomo seveda priključevali k članski ekipi. In na koncu še želja za prihodnost. To definitivno, da zboljšam tehniko in da svojo ekipo še bolj nadgradimo in da tudi zmagamo ligo. Nogomet meni ful dosti pomeni, že od malega se ful trudim, da pridem daleč. Moj cilj pa je igrati na res svetovnih tekmovanjih. V finalu lige starejših deklic igrata Aluminij in Mura. Za 3. mesto se bosta srečala Gažon in Olimpija. Preostali pari za razvrstitev od 4. mesta dalje so Radomlje Maribor, Žalec, Primorje Toslav Trikosmetiks ter Krim Hubat ŽNK Cerklje Ambrošti. Zmagovalca pa imamo tudi v kadetski ligi. Kot smo že omenili, je to ekipa Mure None. Murašice so se vrnile na prvo mesto, potem ko so bile prvakinje pred 2 sezonama. Vmes so na najvišjo stopničko zmagovalnega odra prišle Radomlje Medeks. V kadetski ligi je sicer na sporedu še en krog. Zapuščamo vas s kolažem najlepših utrinkov finalne tekme pokala med Muro Nono in Radomljami. Se vidimo!